Spoštovani vsem, prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke. Zadeva, s katero se ukvarja zdaj že vsa Slovenija zadnja 2 dni, ima zelo nenavadno dimenzijo, ki jo je mogoče zajeti v enem preprostem retoričnem vprašanju. Vprašam vas, za koliko slovenskih mladih družin, ki so jih vrgli iz stanovanja in so ostale z otroki na cesti brez vsega, za koliko hudo bolnih slovenskih upokojencev, za koliko ubogih slovenskih sirot, otrok, ki so ostali brez vsega, so se takole zavzeli levičarji. Na čelu s predsednikom vlade, s predsednikom parlamenta, s predsednikom države, s celimi strankami, z njihovimi poslanci, jih pripeljali v parlament, naredili iz tega vse državni problem. Ni znano niti en sam primer te vrste. Ko pa gre za ilegalnega migranta, ki je prišel v Slovenijo in zahteval azil, na kar je Evropsko sodišče ugotovilo, da to ni zadeva Slovenije, potem Vrhovno sodišče Republike Slovenije pravnomočno odločilo, da se ga vrne na Hrvaško, ustavno pritožbo zavrnilo Slovensko ustavno sodišče, takrat pa se napove sestanek vlade, pripelje človeka v parlament, parlament je zdaj izgleda najdražji azilni dom v Sloveniji, sestanejo se vsi, izredne razmere so, še Svet za nacionalno varnost gleda, da bo reagiral. To, prostite, gospe in gospodje, pomeni, da je nekaj hudo narobe. Kje je zdaj tukaj spoštovanje pravnega reda? Ta vlada je bila izvoljena na priseganju na spoštovanje pravnega reda, pravne države, odločb sodišča. Kolikrat smo to poslušali? Da je potrebno odločbe sodišča brezpogojno spoštovati. Od teh istih ljudi, ki danes napovedujejo, da bodo storili vse, da odločbe sodišča ne bodo spoštovane. Tudi kakšna sodnica je med njimi. Ko gre za spoštovanje ustavnega sodišča, smo slišali ustavnega pravnika dr. Cerarja, da je brezpogojno potrebno spoštovati in uresničevati odločbe ustavnega sodišča. V tem primeru je ustavno sodišče odločilo. Zavrglo je pritožbo in pravnomočna sodba Vrhovnega sodišča je veljavna in izvršljiva in rok teče. Dela se pa vse, da se tega ne bi uresničilo in ne bi spoštovalo. Kje je zdaj tista pravna država, spoštovanje sodišč, sodnih odločb? Očitno je umrla. To je tako, ko imajo pravo levičarji, ne? Velja za drugorazredne državljane, za prvorazredne, med katerimi so očitno tudi legalni migranti, pa ne velja. In to ni prav, gospodi. Kajti ta zadeva ima še eno, še veliko hujšo dimenzijo, ki je vprašanje lažnega humanizma in stroškov. Zdaj pa vas jaz vprašam, katera slovenska povprečna družina je v nekaj mesecih dobila 50 000 evrov od te države? Koliko mislite, da je stalo bivanje gospoda Šamija in vsi postopki pravni, najprej upravni, potem pa sodni postopki, v katere je bil pleten, tudi na evropski ravni se konec koncev, tudi evropske institucije so plačane z denarjem slovenskih davkoplačevalcev, tudi ja odvajamo svoj denar, za slovenske pa je popolnoma jasno, da so plačane z denarjem slovenskih davkoplačevalcev. Če upoštevamo, da je po uradnem podatku Računskega sodišča Republike Slovenije en mesec enega migranta oziroma azilanta v Sloveniji strošek za slovenske davkoplačevalce v višini 1963 evrov, pri čemer to ne zajema tistega denarja, ki ga vlada daje nevladnim organizacijam za sodne postopke, se pravi za zavlačevanje sodnih postopkov, točno to, čemu smo priča danes, in upoštevamo, koliko časa je ta človek tukaj in kakšne so cene teh postopkov,
je zagotovo mogoče reči, da je Ahmad Šami stal slovenske davkoplačevalce do današnjega dne najmanj 50 000 evrov. Se pravi, 50 000 evrov je nekdo vzel slovenskim državljankam in državljanom in jih namenil za en primer, iz katerega zdaj nekateri očitno hočejo kovati poceni s nekimi diverzijami, kot sami pravijo, politične točke in čemur je podlegla celotna levičarska vlada in vsi, ki v ta krog sodijo. In napovedujejo ne vem kakšne ukrepe, da se bo ta zgodba še vlekla naprej in bo stala še bistveno več. Gospe in gospodje, 50 000 evrov je toliko denarja, kot ga en slovenski upokojenec, ki dobiva tisto najnižjo penzijo, ne vidi v desetletju. Kar zračunajte, 6 000 evrov na leto, pa smo tam, ne? Koliko 8 let približno en upokojenec porabi za to, da dobi toliko denarja, kot ga stane en Ahmad Šami. Ampak to je eden, gospe in gospodje. Koliko je šlo ilegalnih migrantov čez Slovenijo, zaradi tega, ker si je slovenska vlada in s enotno podporo vseh levičarjev in medijev dovolila odpreti meje. 500 000. Veste, kaj ta primer Ahmada Šamija pomeni? Da ne samo, da je to primer, ki je ta trenutek relevantna za Slovenijo, ampak da je nekje še 500 000 takih primerov, ki še bodo relevantni in ki se lahko razpletejo bistveno drugače, kot se je ta. In potem bo ta strošek 50 000 evrov krat 500 000, pa si sami izračunate, koliko bo to denarja. To je pa tako, če se ne spoštuje prava in ne spoštuje pravne države. 3 leta, kar tale levičarska norost traja z migranti in s propadanjem evropske civilizacije, opozarjam, da se nič od tega, kar se je ne bi zgodilo, če bi se dosledno spoštovalo pravo in pravni red. In to isto zahtevam tudi v primeru Ahmada Šamija. Naj se vendar to uresniči, ampak naj se hkrati tudi zaveda vseh teh dimenzij, o katerih govorim. Dimenzij, ki za povprečno slovensko družino, kjer delata 2, pomeni, da v enem letu, če recimo dobita 1500 evrov na mesec, ne, dobita 18 000 evrov. Zapravi, da povprečna slovenska družina, kjer sta 2 zaposlena, v 3 letih komaj dobi toliko denarja za svoje otroke, kolikor jih stane en postopek za enega Ahmada Šamija, slovenske davkoplačevalce. Gospe in gospodje, zato je tisto vprašanje, ki sem ga postavil na začetku, tako pomembno. Kajti s tem lažnim humanizmom se v resnici uničuje temelj slovenske države in njene blaginje. In zato se ne čuditi, če ob takem ravnanju, ob taki oblasti levičarjev v tujino odhajajo 10 000 mladih, ki v taki državi pač ne vidijo več svoje perspektive. Njim je treba nameniti ta denar. Ta denar bi morali z davčnimi olajšavami pustiti tistim, ki z njim znajo upravljati, to so podjetniki, in omogočiti, da z odpiranjem novih delovnih mest odprejo perspektivo za Slovenijo, za Slovenke, Slovence, za njene državljanke in državljane, da bomo vsi skupaj živeli varneje in bolje. V primeru Ahmada Šamija in vseh podobnih primerih pa ni se končno, in tukaj upam, da se razumemo brezpogojno, spoštuje pravo in pravna država. In mu zaželimo srečno pot.